So my name is Agnès Calamar. I'm the Secretary General of Amnesty International globally, and I've been in this position for 5 years. Agnès Calamar je na položaju generalne sekretarke Amnesty International od leta 2021. Bila pa je tudi posebna poročevalka Združenih narodov za zunajsodne usmrtitve. Med drugim je raziskovala umore novinarjev in aktivistov, poskus umora Alekseja Navalnega in umor Jamala Khashogija. Vprašal sem jo, kako je zadovoljna z epilogom sodnega procesa glede umora savdskega novinarja. Well, no, I'm not. I mean, I'm satisfied with the fact that I think we have uncovered the truth, that we know how he was killed, that we know by whom. Nisem. Zadovoljna sem z dejstvom, da mislim, da smo odkrili resnico glede njegovega umora, da vemo, kdo ga je ubil, kako so ga mučili in imamo močne indice, da je umor naročil Mohamed bin Salman. Mislim, da smo skupaj z novinarji in širšo skupnostjo za človekove pravice opravili odlično delo pri tej preiskavi, toda pravici ni bilo zadoščeno. Odgovorni niso bili privedeni pred sodišče. Sojenje v Savdski Arabiji je bilo farsa. Bin Salman ni prišel pred sodnika, toda v mednarodni skupnosti bo vedno povezan z imenom Jamala Khashogija. But at least the name of Jamal Khashoggi will be forever attached to his, and it will be a cloud of shame that he has to carry. Kljub madežu na princovem imenu pa pravici torej ni bilo zadoščeno. Kot posebna poročevalka pa je Agnès Calamar preiskovala tudi umor iranskega generala Sulejmanija leta 2020. General Soleimani, who was the head of the RPJ, at the time, the Iranian RPJ, was traveling to Iraq with a group of other people, and he was killed by an American drone. Generala Sulejmanija, ki je bil takrat vodja iranske revolucionarne garde, je med njegovo potjo v Irak ubil ameriški dron. Skupaj z njim je v napadu umrlo 12 ljudi. Američani so priznali, da so ga ubili. V preiskavi sem ugotovila, da je umor kršil ustanovno listino Združenih narodov in da je kršil ozemeljsko celovitost Iraka. Šlo je torej za zunajsodni umor aktivnega politika neke države. V zadnjih 20 letih so ciljno usmerjeni umori z droni tako imenovanih teroristov postali običajni, vendar to niso bili državni uradniki. Z atentatom na Sulejmanija, ki ga je naročila prva Trumpova administracija, pa smo vstopili v novo dobo. Vsak politik, ki prihaja iz države, ki velja za težavno, postane morebitna tarča. Seveda Sulejmani ni bil noben angel, bil je grozen človek v vseh pogledih. Toda z atentatom nanj so Združene države Amerike nakazale popoln zlom mednarodnega prava in diplomatskih odnosov med državami. V številnih pogledih je ta umor pomenil začetek konca mednarodnega prava. Z absurdno uporabo enakega načela samoobrambe so Združene države skupaj z Izraelom povsem nezakonito letos napadle celoten Iran. But instead of targeting one individual, the US have attacked the entire country of Iran in a completely unlawful fashion. Šlo je za povsem nezakonit napad, čeprav je Iran glede spoštovanja človekovih pravic grozljiva država. No, and that is a very important point that you are making. And we also have insisted upon it. We cannot be forced into a binary vision of the world. Ne smemo dovoliti, da nas prisilijo v črno-bel pogled na svet. To je zame bistveno. In opreti se moramo temu, kar se trenutno dogaja, saj je to, kar so storile Združene države Amerike, popolnoma nezakonito. To ne pomeni, da Iran nenadoma postaja junak, ker to ni. Iranska vlada je odgovorna za najgrozovitejše zločine proti lastnemu ljudstvu. Množično je začela pobijati protestnike. Od februarja naprej pa se Iranci ob voditeljih, ki jih še naprej zatirajo, soočajo še z grožnjo izraelskih in ameriških raket.
V Amnesty International smo obsodili številne usmrtitve ljudi, ki so med protesti samo svobodno izražali svoje mnenje. To je resničnost Irana. Napadli so ga nezakonito, vendar bi ta oblast, ki pobija svoje ljudi in je zagrešila zločine proti človeštvu, morala odgovarjati. It was unlawfully attacked, but it is a government that is killing its people, that has committed crimes against humanity and should be held to account. Toda to torej ne upravičuje vojne. Of course not. First of all, it is no solution. You're bombing people. Seveda ne. Prvič, vojna ni rešitev. Pomeni bombardiranje ljudi. Morda pri tem umrejo nekateri predstavniki vodstva, toda najvišjo ceno plačajo civilisti. Bombardiranje države ne pripelje do spremembe režima. Dokazov za to preprosto ni. Prav tako ni naloga Združenih držav, da bi enostransko odločale o odstranitvi iranske vlade. Kdo sploh ima takšno pristojnost? Danes imamo po svetu številne plenilce. Eden od njih je Vladimir Putin, ki meni, da lahko spremeni režim v Ukrajini in Gruziji. Združene države Amerike menijo, da lahko spremenijo vlado v Iranu. Kakšen svet gradimo s tem? Resno moramo oceniti položaj in biti pripravljeni reči ne takšnim dejanjem. Ne trdim, da je bil svet v preteklosti popoln. Ne trdim niti, da je multilateralen mednarodni sistem deloval za vse. Vemo, da ni. Vendar je obstajala smer razvoja, ki je težila k zaščiti ljudi in pravic. Prav to pa ti plenilci danes spreminjajo. To je ta zgodovinski obrat, sredi katerega smo se znašli. Kako daleč nazaj se bomo vrnili, kam sploh potujemo? Podali smo se na nekakšno potovanje skozi čas. Vemo, kje se bo ustavilo? V letu 1939? Prav tega bi se morali ljudje zavedati. Vračanje nazaj v zgodovino, po mojem, ni rešitev za noben problem. Vem, da ni. I'm not sure that this is a solution to anything. In fact, I know it's not. Kljub svojemu izjemno kritičnemu delovanju pa Agnès Callamard pravi, da ne doživlja sankcij, kot jih, na primer, posebna poročevalka za okupirano ozemlje Francesca Albanese ali slovenska sodnica na Mednarodnem kazenskem sodišču Betty Hohler. Kljub temu pa je v številnih državah, tako kot Amnesty International, nezaželena. Would you dare to go to Russia or to China? No, I cannot go to Russia. I cannot go to, Russia has been was very nasty and has declared Amnesty International an undesirable organization. Ne morem iti v Rusijo. Rusija je Amnesty International razglasila za nezaželeno organizacijo. Kot posebna poročevalka Združenih narodov sem bila močna tarča ruskih napadov. Preganjali so me. Tudi na Kitajsko ne morem. Nisem prepričana, da je to osebno, ampak Amnesty International tam ni prav priljubljena organizacija. Ne smem tudi na Filipine, kjer so me razglasili za persona non grata, zaradi dela, ki sem ga opravila v zvezi z umorom nekdanjega predsednika Rodriga Duterteja. Kar nekaj je držav, v katere ne morem, tudi v Saudsko Arabijo, na primer. So, there are a few places I cannot go to. I don't think I can go to Saudi Arabia, for instance, either. Od oktobra 23 so Izraelci v Gazi ubili več kot 70,000 ljudi, od tega več kot 70% žensk in otrok. Nekateri nasprotujejo uporabi besede genocid. Generalno sekretarko Amnesty International nisem vprašal o njeni upravičenosti, ampak ali naj ob njej uporabljamo preteklik ali sedanjik. Amnesty is using the present tense. We believe that a genocide is still ongoing. Mi uporabljamo sedanjik. Menimo, da genocid še vedno traja. Ne gre za isti genocid, ki se je zgodil pred premirjem, saj se nekatera genocidna dejanja ne dogajajo več ali pa se dogajajo v veliko manjšem obsegu, vendar genocidne težnje niso izginile. Nismo videli nobenih dokazov, da bi izraelske oblasti karkoli naredile za spremembo razmer v Gazi.
Od prekinitve ognja naprej je izraelska vlada ubila vsaj 700 ljudi, pravo število je verjetno veliko višje. Humanitarna pomoč v državo ne prihaja, kot bi morala, kar pomeni, da so življenjske razmere nemogoče. Humanitarne razmere ostajajo grozne. Ljudje nimajo dostopa do zdravil. Bolniki, tudi onkološki, ne morejo dobiti zdravljenja. 90% prebivalstva je razseljenih. Večina 3-krat, 4-krat. Živijo v šotorih v grozljivih razmerah. Ozemlje Gaze, na katerem lahko živijo Palestinci, se krči. Obstaja tako imenovana rumena črta, ki se spreminja glede na to, kaj si Izrael želi. Pred približno 2 tednoma je napovedal, da želi nadzorovati 70% ozemlja Gaze. To pomeni, da bosta morala 2 milijona ljudi živeti v najslabših možnih razmerah na samo 30% ozemlja. Zato pravimo, da genocid še vedno poteka. Bombardiranja, množični poboji se ne dogajajo več na način, kot so se, vendar izjave politikov in življenjske razmere jasno kažejo, da Izrael ne želi, da bi Palestinci lahko preživeli v Gazi. Israel do not intend for Palestinians to be able to survive in Gaza. Jutri bo Amnesty International izdal posebno poročilo o Zahodnem bregu. Zaradi embarga Agnes Kalamar včeraj zvečer še ni mogla povedati več o njegovi vsebini. Je pa poudarila, da je Mednarodno kazensko sodišče leta 2024 odločilo, da je izraelska okupacija Zahodnega brega nezakonita. There has been repeated resolution by the General Assembly and the Security Council. Generalna skupščina in varnostni svet sta večkrat sprejela resolucije, v katerih sta zahtevala, da se Izrael umakne na meje iz leta 1967, česar pa Izrael ni storil. Pravzaprav Izrael od leta 1967 nadaljuje svojo politiko graditve naselij. Okupacija je nezakonita. Države je ne bi smele podpirati. Amnesty International se zavzema za sprejetje zakonov, ki bodo prepovedali vse vrste trgovinskih odnosov s kakršnimi koli podjetji, ki delujejo v teh naseljih. Evropske vlade pozivamo, naj te odnose prepovejo. Agnes Kalamar je na svojem prvem obisku v Sloveniji. Imamo novo vlado, ki je takoj odstranila palestinsko zastavo s pročelja vladne palače in napovedala izboljšanje odnosov z Izraelom. Well, look, if I were the Slovenians, I will be very worried about Če bi jaz bila Slovenka, bi me zelo skrbel tako prijeten odnos nove vlade z izraelsko vlado. Skrbelo bi me, kakšni dogovori so v ozadju za to podporo. Slovenija bo kršila svoje mednarodne obveznosti, saj je mednarodno pravo povsem jasno. Tudi morebitna selitev slovenskega veleposlaništva v del mesta, ki je predmet spora, je problematična. Selitev v Jeruzalem bi poslala zelo negativen signal vsem, ki verjamejo v multilateralizem in red, ki temelji na pravilih. Palestinska zastava je zastava ljudi, ki so žrtve genocida in nezakonite okupacije. To je zanje klofuta. To nas mora resnično skrbeti. Oblast moramo pozvati, da naj, če ima prijateljski odnos z Izraelom, to prijateljstvo izkoristi za prave stvari, za to, da zahteva končanje genocida, nezakonite okupacije in spoštovanje mednarodnega prava. To bi moral narediti pravi prijatelj. And demand that Israel respect international law. That's what a good friend should do. Toda Slovenija je zelo majhna država, zelo omejeno mednarodno močjo. Yeah, I hear that a lot, and I understand that it is, it does not have the influence To of the slišim United pogosto. States. Razumem, da nima takšnega vpliva kot Združene države in celotna Evropska unija, toda imamo veliko primerov majhnih držav, ki so sposobne narediti veliko.
Trenutno večino dela na področju podnebnih sprememb vodijo zelo majhne države, kot je otoška država Tuvalu. Vsi pacifiški otoki so zelo majhni, a popolnoma spreminjajo mednarodno dojemanje odgovornosti za podnebne spremembe. Liechtenstein je še ena majhna država, ki je dosegla večjo transparentnost v varnostnem svetu. Pogosto spomnim na zahodnoafriški pregovor, da če kdo misli, da je premajhen, naj poskusi prenočiti v šotoru s komarjem. In a tent with a mosquito. Agnes Kalamar sem spomnil na Šuterjev zakon, ki ga je sprejela prejšnja vlada. Amnesty International je takrat opozorila, da gre za grožnjo človekovim pravicam in da ima za tarčo romsko skupnost. Yeah, you're talking here about the determination of some areas as being... Govorite o tem, da lahko policija določi posebna območja, na katerih lahko izvaja posebna pooblastila. Ko sem izvedela za to, sem bila šokirana. Ta zakonodaja krši človekove pravice, zaščito pred diskriminacijo in pravno državo kot tako. Pri tem zakonu ni ničesar dobrega. Če obstajajo težave s kriminaliteto, ki jih je treba reševati, pričakujem, da bi moral obstoječi pravni okvir zadostovati. Težava je v tem, da številne vlade, ne glede na svojo politično barvo, izkoriščajo strah ljudi za iskanje podpore in sprejemanje zakonov, ki globoko spodkopavajo temeljne pravice. And to push for laws that are deeply undermining constitutional rights, which is what happened here. Posegi v človekove pravice torej niso rezervirani samo za eno politično opcijo. No, well, I mean, clearly the previous government was not... Navsezadnje prejšnja vlada ni bila desničarska, kolikor vem, je bila levosredinska. Center left, right? Podatki kažejo, da vse več držav postaja avtoritarnih. Oh, yes. There are more countries becoming authoritarian. In fact, at the moment, according to organization, not Amnesty... Po vsem svetu, tudi v Evropi, smo priča vzponu avtoritarizmov. Vse več držav postaja avtoritarnih. Organizacije, ki spremljajo avtoritarnost, s tem ne mislim na Amnesty International, ugotavljajo, da danes približno 2/3 svetovnega prebivalstva živi v avtokratskih režimih. To pomeni, da smo se vrnili na raven iz obdobja pred padcem Berlinskega zidu. Vse manj ljudi živi v demokracijah. Število prebivalcev demokratičnih držav se zmanjšuje. Živimo v obdobju, ko se je zgodovinski razvoj dobesedno obrnil za 180 stopinj. Naša naloga je, da razumemo, kaj se dogaja in da se na to kar najbolje odzovemo. Ne trdim, da so v demokratičnih sistemih človekove pravice vedno zaščitene. Vemo, da lahko tudi demokracije zagrešijo najhujše kršitve človekovih pravic. To smo videli že velikokrat. Toda nasplošno gre pri človekovih in demokratičnih pravicah za isto družino vrednot. Demokratične institucije in demokratična načela bi morali predstavljati mehanizem, prek katerega se uveljavljajo in varujejo človekove pravice. Democratic institutions should be the way through which human rights are being enforced and protected. Agnes Kalamar meni, da nimamo pravice, da bi se počutili nemočne, zato smo preveč privilegirani. Absolutely. No, I fully understand people who feel sometimes completely defeated. Povsem razumem ljudi, ki se včasih počutijo popolnoma poražene pred tistimi, ki imajo moč in jo zlorabljajo. Popolnoma razumem, da včasih čutimo obup. Tudi sama imam take trenutke. Ko spremljam dogajanje v Gazi, v Ukrajini ali v Sudanu, se vprašam, kaj za vraga se dogaja? Zakaj tisti, ki imajo moč in bi lahko ukrepali,
Obračajo hrbet ljudem zaradi zelo ozkih interesov, namesto da bi se odločili za človečnost. Vendar moramo vztrajati. Morda moramo globoko vdihniti in si odpočiti, potem pa nadaljevati boj, saj si ne moremo privoščiti poraza. Tega boja ne smemo izgubiti zaradi ljudi v Gazi. Ne smemo se počutiti nemočne zaradi ljudi v Sudanu. Moramo se boriti zaradi njih, pa tudi za nas same in za naše otroke. Odpočite si, zadihajte, vzemite si premor, potem pa se vrnite in nadaljujte. Yes, rest, breathe a bit, take a break and then come back.